Danes bomo spoznali največjo mačko slovenskih gozdov – risa. Njihova najbolj prepoznavna značilnost so črni čopki na vrhu ušes, vloga katerih še vedno bega raziskovalce. Mnogi menijo, da so namenjeni vizualni komunikaciji, risi se namreč sporazumevajo z obrazno mimiko. Risi lahko tako kot večina drugih mačk zaradi upotegnjenih krempljev hodijo praktično neslišno. V primeru akcije pa jih lahko zelo hitro sprožijo ven. So samotarske živali, ki lovijo in zasledujejo svoj plen iz zasede, a ga ne lovijo, če prvi naskok ne uspe. Zaradi tega, ker to je mačka, ki ve, kaj hoče. Ve, da se za avtobusi, puncami in plenom ne teče. Če plen ulovi, se z njim prehranjuje več dni. Na dan potrebuje približno 2 kg živalske hrane, kar na leto nanese približno 60 do 70 kosov divjadi. 20 ur na dan poležavajo, spijo in si negujejo kožo, 4 ure pa so dejavni. Si predstavljaš, 20 ur? Ej, res, nekaj si utrujen danes, kaj je narobe? Ej, stari, ne govor. Samo 16 ur sem danes spal. Zadnjič, ko smo govorili o risih, sem se nekaj hecal z njihovega imena in bris heca. To ni bilo najboljše. Predlagam, da bi si zarisali nove smernice in z njimi gremo lahko tudi v Pariz, če hočete, in pod to se podpišem jaz, ris, tja. Evrazijski risi, katerih predstavnike imamo tudi v živalskem vrtu Ljubljana, poseljujejo predvsem gozdna okolja, vse od listopadnih do mešanih in gorskih gozdov. Živijo v velikem delu Rusije in centralne Azije ter delu Evrope, a na njihovo razširjenost močno vpliva prisotnost ljudi. Tako so bili risi v preteklosti iztrebljeni v mnogih evropskih okoljih, tudi našem. Leta 1973 so to napako začeli popravljati in ponovno naselili rise s Slovaške. Zato danes v Sloveniji živi majhna populacija risov, ki pa je še vedno genetsko precej osiromašena. Živalski vrt Ljubljana sodeluje pri projektu Lifelinks, ki se primarno ukvarja z dolgoročno ohranitvijo in reševanjem risa pred izumrtjem v reki. V času parjenja je samica plodna le nekaj dni. Glede na to, da so risi samotarji in da njihov domači okoliš obsega površino približno 150 kvadratnih kilometrov, je impresivno, da se sploh najdejo. Predstavljaj si, da si zmenjen s punco, ti si pa 50 kilometrov stran peš nekje sred največjega gozda. V glavnem, bravo, risi. Glede na to, da jih je v Sloveniji po podatkih iz leta 2021 okoli 24, se moramo vsi skupaj potruditi, da naredimo vse, kar lahko, da bodo lahko uspešno in še dolgo živeli v naravi okoli nas. Vi pa ostanite prerisani in imejte se lepo in se kmalu vidimo. Zelo dober šest.